Marketingerji nas prepričujejo, da na trgu ni prostora za enoprostorce. Ampak mi skoraj vsak teden dobimo vprašanje katerega izmed gledalcev za nasvet, kateri avto oziroma kateri enoprostorec naj kupim za družino. In do zdaj smo imeli dejansko težavo, kaj vam svetovati, saj so enoprostorce zamenjali visoki SUV-ji, ki sicer imajo 7 sedežev, a je zadnja tretja vrsta ne tako uporabna oziroma bolj namenjena otrokom. No, težave smo imeli do zdaj, ker so Kitajci rekli, da je čakanja na enoprostorca zadost. Ampak to ni enoprostorec, kot smo bili vajeni do sedaj. To je enoprostorec na kitajski način. In Kitajci se radi vozijo vzadaj. Radi se vozijo v udobnem avtu z veliko prostora. In kaj to pomeni? To pomeni, da je to VIP enoprostorec. In koga bom od zadaj posedla? VIP otroke. Kako se vama je zdelo, ko smo se vozili v temle avtu? Meni je tako. Meni je bilo dobro, ker sem se zabavala, ker sem ves čas premikala tja, pa tako. In meni se všeč Mizica, ja. miza. Jaz sem ta prvo mislila, ko sem pogledala, sem mislila, da je tako velika. Ko sem pa odprla, sem pa videla, da je tako velika. Komod sedi in kljub temu, da pa še fajn je, ker je še vedno veliko prtljažnika, ker sta tele dva sedeža podrta, ne? Jaz lahko letim. Po meni je to dobro, tudi če imam kar nazaj sedež. Ja, jaz, ker nisem velika, v bistvu imam čisto dosti prostora. Tudi če imaš čisto od zadnji sedež, to, kar ga ima zdaj. Meni je všeč tudi to, da spred, ko vidim mamico, noč ne pritiska po tablici, kar na volanu pritiska, kar so zraven taki gumbi. Sploh ne vem, kaj pomenijo, ampak okej. Novi dva VIP otroka, zdaj pa sedita v Fortingu V9. In kakšni so občutki? Meni je zelo všeč, zaradi tega, ker sem vzadnji lahko počneš, kot da si spredi, da lahko sam vklopiš klimo na svoji strani in da si lahko sam sebi daš masažo. Je to avto ni imel, ne? Tale ima pa še masažo. Kaj pa, kad ti zmatran rataš pa zaspiš, kaj pa pol lahko narediš v tem avtu? Kad zaspiš, je zelo udobno, ker lahko daš noge naprej in pol lahko daš glavo nazaj. Kitajci imajo podoben okus kot jaz. Kam pa bomo šli s tem avtom? No, na kjer izlet? Na Vogu. A na Vogu, okej. Na morje. Lahko vzamemo tiste stvari, recimo Sup. Pa tle imaš naslonjalo za obe roki, si videla? Ja. A ne, res sta ka VIP. Čisto v bistvu kot predsednika mala sta, ne samo kot VIP. Tukaj unike so spredi, pa v spredi je še ona tablica, kar je meni popularno. Mogli bi. No, ampak tudi meni tukaj od spreda ni prav nič hudega. Poglejte, kako armaturo imam, oziroma temu bi lahko rekla pravi komandni pult. In ker gre za priključnega hibrida, ki ima baterijo veliko kar 35 kWh, bi tiste dva izleta do obale in do gora lahko odpeljali kar na baterijo. Če pa mi bo to uspelo, vam bom lahko pokazala v eni izmed prihodnjih oddaj, kjer vam bom lahko predstavila tudi še eno različico tega avtomobila z razporeditvijo sedežev 2-3-2, ki pa bo nam staršem še bolj všeč.